neumno, so samo neumni odgovori. Da se prav kako bilo zeleni kot. Čakaj, ti bom povedal. To je predmet za knjigo napisati, razumeš? Vsak režiser, ki dela nek tekst, ga mora v svoji glavi še enkrat napisati. Mora narediti črte, mora narediti popravke, mora premetati besedilo, mora se ukvarjati z dramaturškimi zadevami. Režiser, ki ne napiše teksta še enkrat na novo, ne glede na to, je to njegov, ali je on napisal, pa napisal to drug, se spušča na neko, bi rekel, tvegano pot in si ne more obetati nekakšnega, bi rekel, završenja pri tem delu. Isto je z igralcem. Tudi igralc je hkrati pisatelj in režiser. Ne samo igralec, ne? Čeprav ima veliko manj možnosti, formalnih možnosti, da manifestira to svojo, bi rekel, avtorstvo, ne? Na koncu itak samo igral še ostane na odru, ne? Pri kakšnih režiserjih, pri kakšnih pa scenografije, recimo. Ampak največji avtor, vse to zgodovina, recimo Shakespeare, Molière in tako naprej, je igralec. Shakespeare je pisal svoje igre tako, da je dal temo, vedel zgodbo, igralci so začeli improvizirati, njegov pisar je pa to zapisal, ne? In potem je on prišel domov in tiste zapiske vzel in on jih predelil, ponavadi seveda jih je pisal. Malo jih je bolj violentno. Ampak teater je to vesolje, ker se pojavljajo, bi rekel, neke postojanke, neki poklici, ki se med seboj mešajo. To je čisti incest. Sej ni več režiserjev. Mislim, takih, ki se jaz spomnim, ki je bil recimo Jože Babiča, pa ne vem, ne? A veste, ki je prišel, pa je rekel, ti boš tam, ali pa Gombach je rekel, vi v drugi vrsti dvignete roko, vi odzad tam v tretji vrsti počakajte, sve nič delati. Pa tako, ne? Mislim, tako je režiral, ne? Ko sem govorila z Evo Kraševec, dramaturginjo, je rekla, da se je prav to ključno spremenilo, da ni več teh velikih, karizmatičnih, diktatorskih figur, diktatorskih figur, kot sta bila recimo Korun, tvoj mentor, in Dušan Jovanovič, tvoj mentor. Na katere se je gledalo zdravo spoštovanje. Torej, Dušan, tudi ti si bil del tega Olimpa, ali pa recimo temu... Bodi reveži, ki smo se delali, da vse vemo, da nam je vse jasno, razumeš, ne? Mislim, vse ta, bi rekel, diktatorski način je samo, bi rekel, strah obrnjen navznoter. Razumeš, to ni nič drugega. Jaz, ko sem prišel prvič v tole hišo, je Benti sem šel 3-krat scat, razumeš, ne? Od same nervoze. Kaj bo? In zmeri, kada pridem v novo okolje in tako naprej, imam zmeri respekt do ljudi, ker mi bom delal do tradicije te, ne vem, hiše, grupe, ljudi, samih, razumeš? In seveda jaz pa svojega strahu ali pa bojazni ali pa ne vem, negotovosti nikoli ne pokažem, ne? Nikoli ne pokažem, da sem Bogi, ne? Jaz predevam tekst, mislim, da ve, kaj hoče, ne? Ja, tle se moram navezati na Lorencija, ki je rekel v enem od zadnjih intervjujev, da v bistvu pravih moških teatrov sploh ni, da smo vsi preplašenčki, rekel, razen Dušana Jovanoviča, pa ga še omenil. O, kakšno zmota, ja. No, jaz bi še njega vprašala o tem posvečenem, v tvojem primeru, odnosu z igralcem.
igralcem, vedno praviš, da igralca ljubiš, da se vsakeč znova zaljubiš v igralca, na kateri točki se srečata, oziroma ali so zaradi te ljubezni, ne, te naveze z igralcem, mogoče odrinjeni na stran dramaturgi, scenografi. Ne, se mi zdi, da enkrat sem bil s familijo v Vitovljah, tam se povedal v Vitovljice, pri Mihi Nemcu, ki zdaj režira, v programi. Jaz sem se že malo napil in zvečer tam na tem krasnem vrtu smo se menili in meni Miha in njegova žena igralka, tudi Maja, zdaj smo govorili o talentu. In tudi o igralskem talentu. In jaz sem zagovarjal, da talent, kar se tiče igralca pa igre, da je privrljiv, je izmerljiv, da obstaja hierarhija. Onda ste pa kar ponavljala in ste šla blazno na živce in prosim da to zelo večni, plus vse prosim se pravičeno so sve. Skratka, ja, tam se je začelo, to se šele leta kasneje skušal, nekaj bistvenega. Da, namreč, vsak človek je talentiran vsaj zato, da je človek. Zdaj, to pa je mimo morale, mimo etike, ne? Tako. Zdaj, dokler je živ, torej ne umre ali se ne ubije, je človek, pač je živ in je scena in je pravzaprav zgodba. Ne? Zdaj pa igra na dva osnovna načina je prisotna pri vsakom od nas. En je igrati se, drugo pa je skriti se. Ne? Kar pomeni, da, pa ne me Igor, Jernej, Saška zdaj, tako in ne malo več, ampak skratka se mi zdi, da nekaj bistvenega je vseh nas pravzaprav, da smo bratje in sestre po nekem temeljnem talentu, že samo s tem, ker smo ljudje. Seveda, potem bi lahko šli še na drugo plat, pa na drugo polovico, pa bi začeli profesionalizirati, pa objektivizirati in tako dalje. No, ampak to spoznanje je meni napravilo, recimo to, kar delam zadnja 4 leta, 5 let morda, je v veliki meri se zgodilo na podlagi prav prepoznavanja tega. Če sem prej delal zasedbe nekako politično, ideološko ali hierarhično in sem z nekim apriorizmom produkcijskih odnosov sem pristopal, pa sem potem začenjal stvari tudi gledati z tega konca. In začel se pravzaprav zares šele ukvarjati, dajati možnost sebi in ostalim, da pa ni fora, kako dobro boš ti igral, ampak da je bolj fora v tem, da pa morda ne boš več toliko igral. In sem skušal napadati jedra, na prvem mestu svoje lastno in tudi siceršnja, recimo igralska jedra, najbolj pa človeška jedra, prav v tem smislu, da ni treba toliko igrati. Predvsem pa, da ni treba a priori delati za vloge, da vloga se lahko zgodi samo med nama. Torej, to je spet ono, jaz sem vsota odnosov, no, in recimo to je bilo za me ful važno spoznanje in se mi je začela ta, pa sem si prej mislil, da je ta neka hierarhija mi relativno jasna, se mi je začela rušiti in tako se nekako vračati, veš. In ja, to pač človek nekak je in ful enih talentov, kar življenje pa je zgodba, kar vseh nas pa je ena arhetipska, ena temeljna, nagonska, ne vem, kako bi se vse lahko reklo, tej potrebi po, torej sem dokler pripovedujem, dokler pripovedujem zgodbo, ali pa sem dokler sem udeležen v zgodbi, celo malček sem dokler sem kreator zgodbe. To pa nas druži vse tukaj zbrane, recimo. To je, če sem jaz prišel z akademije s totalno paniko in sem imel občutek, veš, zdaj pa jaz kot režiser sem imel to še staro, o čem se prej govori duša, veš, zdaj pa smo morali biti ta korak spredaj, pa tako, veš, ne. In sem, v bistvu se ukvarjal bolj svojo pozicijo, ali pa vzdrževanju svoje lastne pozicije, sem ravno ful let, ker jaz sem zelo počasni človek, za razliko od kolega revolucionarja, in res sem stvaril ful let, da sem prišel tudi po zaslugi Mihe in Maje tam v Vitovljah, da se mi nekaj razkrilo to, kar je stalo tu. No. In da je pravzaprav umetnost igre v veliki meri prepoznavati
mehanizme, ki mene, recimo Jerneja, ki sem med drugim tudi seveda igralec, kako zmanjšati stopnjo igre. In da je umetnost igre pravzaprav v prepoznavanju lastnih vzorcev, mehanizmov, celofanov in tako dalje. In da umetnost igre je, da pač te plasti olupiti in se, ne čisto do konca, to je nemogoče, ko bi verjetno človek kar zgorel, ampak se malo bolj približati temu jedru. Torej, bolj me zanima to odsotno. In ta človek tu noter in tako. Ne vem, čisto tako. A lahko te vprašam, a to pomeni, da v privatno več igramo, kot je zaželeno kot tvojo režijsko taktirko na odru? Ker to je kot neko slačenje, zdaj opisuješ. Puščenje, naproti esenci, ne? Jaz sem teatr ful bolj spuščen kot ima. Ne, zdaj to sem te vprašala, ne? To se pravi, da v bistvu je privatno več igre, kot jo želiš na odru. Njih obratno. Jaz bežim od doma v teatr. Ja. Ampak bežim, prej sem bežal nekak, da bi se skril, da bi se puhnil, se mi zdi. Lahko da to ni res, kaj govorim. Zdaj pa se mi zdi, da bolj, da bežim od doma, ker mi tam malo tečno, pa tak, veš, na policajko, pa grem kaj. In to grem v teatr, ne, ampak grem v teatr zato, ker se mi zdi, da je res... Vloga je prosto pretežka doma. Da me teatr bolj in bolj sprejeme v vseh razsežnostih, kar me je. Razumeš, vsem tistim, ki sem alkoholik, pa banalni, pa pervertit mal, pa lenu z lampom, pa ne vem, kaj sem, veš. Ampak se mi zdi, da me teatr in vi, ljudje v teatru, s katerimi delamo, smo ali bomo delali, veš, imamo občutek, da sem se to egoistično, normalno. To, ko sem prej rekel, prek vseh vas... si tudi pridigar, ne? Sebe bolj sprejema. Si tudi pridigar. Seveda. Ker se sprašuješ, kaj si vse, ne? Pridigar si. Sem drugi izraz uporabljal, no? Svečenik, recimo, šaman. No, ampak za razliko od Sebastiana, recimo, meni super, se mi zdi, da sva super sogovorca, hkrati pa dva planeta in meni pa dejansko ta kontekst pa to, ne, meni se zdi, da ta kontekst je posledica enega teksta, tekst pa je to, o čem sem zdaj govoril, je pa ta človek, pa ta jedra, kako skup to nekako, a veš, pa vse to, kar pa je zdaj kao, ne, pa se mi zdi, da so izpeljanke iz tega. Mene pa, jaz pa vrš čas not nekaj krinim, obsesivno, imaš prav, sem pridigar in sem obseden s tem in mi ne da miru. Seveda to počnemo v največji meri zaradi samega sebi, ker mi ta moj neki jaz izmuzljivi ne da miru in ne vem, kje bi ga zagrabil in kako ga sploh tako mislim in čutim in tak zanj. Dušan, bi se strinjal s tem? Prej si že hotel predgovore replicirati. Nisem hotel, ne. Se rekel, da se ne strinjaš s tem, da v bistvu. Ja, no, vse ne veš, si že pozabil, ker se ne strinjam. Marsičem se ne strinjam, ampak mislim, da je lepota, recimo, vsakega človeka v tem, da je nekaj posebnega, ne? Da ima drugačen od drugih, ne? In ravno zaradi tega, recimo, ne, je ljubezen sploh možna, ker če bi bili popolnoma isti vsi, ne, ljubezni sploh ne bi bilo. To se ne može zaljubiti v samega sebe, razen seveda, če je pisal. No ja, vse poznamo, ampak ni pa to človeško, no, mislim reči. A ni to najtežje, se zaljubiti, v resnici zares samega sebe? Ja, jaz si, ne vem, kako naj bi si približal razlago, ljubi svojega bližnjega kako samega sebe, da jaz nikoli ne morem, recimo, ljubiti samega sebe do te stopnje, kot lahko ljubim druge. Mislim, da je tle nekaj narobe z Biblijo, ne z mano. Ne, res mi ti povem. Zdaj, kaj si mi hotel, da mi je to dnevno? Tebe sem hotel imeti odgovor na vprašanje, ali se strinjaš o tezo, da v bistvu gledališču težimo k tem, da zmanjšamo na nek način igro. Kar se zmanjšanje igre tiče, recimo, je res ta redukcija igre na minimum, je bila zmeri pravzaprav neka ameriška specialnost. Strasberg
je recimo ta, bi rekel, to redukcijo, ne, čim manj igranja, don't take, ne igrati, Se pravi, vse te vaje so bile usmerjene v to, da se ti delaš, da ni nič, da nič ne čutiš, da nič ne misliš, da si, recimo, kaj sem, ne, da nimaš teze v glav, ne. Ampak to, kar sem zadnjič na televiziji videl, spet je Amerika, ne, spet je nek ameriški komik bil, ker ne bom vedel, kako se piše, mlad fant, ne. Ampak jaz do zdaj nisem videl še v življenju tako, bi rekel, redukcijo igre, ne. On je bil sneda komik, ne. Ampak dobesedno ni nič takega naredil, ne z očmi, ne z mimiko, ne z gestom, ne z glasom. Mogoče neke minimalne stvari, tudi ne vem, publika ni reagirala na tekst, na to, kar je govoril. Je reagirala na to, kako je govoril. Govoril je pa seveda tako, kot sem citil. Se pravi, brez kakršne rekel, zasledljive količine igre. Se pravi, prosilil ni teksta. Fenomenalno bilo, res, to je bila pa učna ura, ne, za Strasberga najbolj, ne. Z druge strani, ne, pa seveda jaz strašno občudujem, recimo, na eni strani, recimo, ta redukcija igre, ki je včasih fantastična, ne, ampak tudi retorika nekaj božanska. Retorika, strast, velika igralska, bi rekel, ekstaza, to so čudovite stvari. Pa je to lahko komu všeč ali pa ne. Ampak klasičen teater, recimo velikega formata, je dejansko everlasting adventure of the human mind. To bo zmeri, ne, opera, povej opero, ne, velika igralska figura je nekaj veličastnega, nekaj neponovljivega, nekaj edinstvenega. In vsa ta mala srajna, te kakci, prci, razumeš, to mislim, nič ne reč, nič ne, to ni konkurenca velikemu teatru. To so samo neke obstranske, lokalne, bi rekel, grupacije, neke sektice se lahko na tem navdušujejo, ne. Ampak pred tim, ja, pej Royal Court, pej v Shakespeare Theatre, pej tu, ne vem, na Broadway, nikjer ni teh nekih, ne vem kaj, malih, razumeš, stvari, ne, so zmeri, bi rekel, ta klasična, ne, pazi, jaz nisem, bi rekel, poklican branitelj in občudovalec klasičnega teatra. Meni so počeli razne stvari, ampak klasični teater, zdaj, ker že govorimo o tem odsotnosti igre in tako naprej, vodi pravzaprav to, da uginemo teater, ne? Boga ne rabimo. No, zdaj bi to sem presekala s citatom od Johna Steinbecka, ki je rekel, da je teater edina institucija na svetu, ki umira že več kot 4000 let, jaz bi rekla, da še dlje, in da še vedno ni podlegla in da zato, ker ima tako močne, ne, in predane ljudi, ki ga držijo po konci. Sebastian, a ja, ne, zdaj pa dovolj. Ne, jaz sem mislila, da bo namesto dialoga, da bo to dialog, kot mi je rekla Eva. Zdaj pa vidim, da se v bistvu zaporedje monologov. Mogoče sem jaz skrivala. Zakaj bi si skrbali v besedo, se je tako? Ja, izvori, a ja. Ne, Dušan, zdaj si govoril o tem, kar sem jaz. Če sem govoril o redukciji, jaz ne govorim o končnem rezultatu, jaz ne govorim teater, lahko mene pripriča v vseh možnih pojavnih oblikah. Jaz maram ekspresijo, jaz maram, da se gre v stvari do konca. Ne? Ampak bolj govorim o štartni poziciji, bolj govorim, ne, jaz nisem govoril o no acting please, pa o teh jajcih.
Kako naj jaz vem, ti torej mistificiraš svojo pozicijo, Jaz ne moram nikoli vedeti, kaj razmisliš in kaj ti da izjavljaš zaradi... Zdaj bi pa nekaj rekla, a gledate vi predstave drugega? Jaz ja. Jaz tudi. Ja, ker če, ne, Vsi gledajo. Dušan Jovanovič režiral si krstno svadbo Rudija Šeliga, ne, očitno si jo še enkrat prebral, še enkrat napisal, ampak tista izvedba, jaz se nisem videla, sem se pozanimala, žal, igralka je šla pa na balkon kadit. Sem se pozanimala, je bila zelo minimalistična, zelo ritualna, zelo prvinska. Medtem, ko pa svadba Lorencijeva, ne? Ja, no, mislim, veš kaj, se vmes je, koliko je 30 let, tako, ne? 33 let. Veš, najbolj se pa teater spreminja zaradi tega, ker se čas spreminja. S časom se ta relacija čas-prostor, ne, to zgodilo se dela, ne. Seveda, on to gleda, mislim, kot neko preteklost, nek čas, ki se seveda znova postaja zanimiv in se pojavlja, recimo v neki transponirani obliki, ne. Mi smo pa takrat dejansko čutili to, kar je Šeligo čutil, ne. Čutil veliko primarnost pravzaprav teh ljudi v odnosu na to proletarsko, socialistično in ne vem kakšno drugo bando, ki je te ljudi, bi rekel, postavljala na stranski tir, ne. Danes se to isto dogaja, seveda, ne. Mogoče še v večjih, bi rekel, količinah in ne, kot takrat, ne. Ampak takrat smo to čutili, bi rekel, na ta, bi rekel, res način, ampak ne bom zdaj o tem govoril. Sebastian, kaj nam... Lahko eno repliko, da tega Steinbecka. Ja, meni se zdi nekako še radikalne bi jaz zastavil funkcijo gledališča dan. Se mi zdi, da postaja s tem, kar pač že je, samo da je, ne glede zdaj, ali je to tvoje, ali moje, ali Dušanovo gledališče, kakošnokoli že pač vodi, je v osnovi na nek način velika opozicija svetu, takemu kot je. In v tem smislu je seveda že zelo se strinjam. Ja, opozicija v tem smislu, da, naprimer, bom rekel samo to, danes, da imamo, tle imam jaz, veš, svoj mobilc, ne, a veš, lahko grem na net in vse, imam YouTube in levo, desno, gori, dol. Če hočeš ti iti v gledališče, si moraš rezervirati večer, moraš iti dejansko na avtobus, taksi, avto, peš, bicikl, se moraš premakniti, dislocirati svoje telo, iti v neko stavbo, obložiti, mislim, plašč, iti noter, ob določeni uri, ne smeš uri, moraš prej rezervirati karto, kupiti karto, ne vem, prideš tja in sedeš in dejansko si kolektiv. Ti gledaš kot kolektiv. Jaz mislim, da naprimer gledanje filma, kino, kakorkoli, je v temelju drugačno. Jaz hlepim, da sem v kinu sam. Ne? In obratno, grozno. To je bilo tisti kaos, ki je, kupil se karče. Če sem v teatru sam, to mi ni všeč. V teatru je kolektiv. Mislim, in to je v bistvu neka zelo drugačna pozicija, ki jo sploh, mislim, vsega karkoli okrog nas dogaja danes. In jaz seveda verjamem v gledališče, ki nas na nek način je neka opozicija temu neurototalitarizmu, ki smo v priča zdaj, ki iz naših duš dela v bistvu vzorce, isto mišljenjske vzorce. In če je kakršnokoli gledališče, moje gledališče, je to gledališče tisto, ki v bistvu vzgaja posameznika, ki bo čutil, če ne že mislil, jaz pač mislim tudi čutil, ne? In v tem smislu so tudi pristaši Jernejevega gledališča, na svoj avtonomen, oseben način in se bo vedno znova moral odločiti, ali je meni to všeč, ali mi ni všeč,
Ali je to dobro, ali je slabo, ali je grdo, ali je lepo, ali je levo, ali je desno, ali je zgoraj, ali je spodaj. Skratka, vzgaja nekega posameznika, ki gre ven iz teh vzorcev, iz tega neurototalitarizma, ki se dogaja. Mislim, dan smo v tretji svetovni vojni, evo, da ima nas revolucionarni. In to, v tem smislu smo mi vsi trije bratje, sestre in očetje, revolucionarji, ki se borimo za nek drugačen svet, za neko drugačno čutenje, če že ne. V teatru pravzaprav ti doživljaš stvari, ki jih ne moreš doživljati vsak dan življenja. V principu ne. Če te recimo doletijo neke strašne stvari v življenju, ali pa lepe, in ne daješ svoj, bi rekel, ritualni čas, te zasačijo pravzaprav v nekem emocionalnem precepu in te izsiljujejo in narekujejo to pa to. Laboratorij gledališča omogoča, da se pravzaprav emocija, šok, presenečenja, fascinacije, razne vrste dogaja v nekem laboratorijskem prostoru. Se pravi, ki je samo pogojno, bi rekel, resničen, ampak ravno zaradi tega je mogoče to bolj sugestiven in to bolj spremljiv. Vse, kar se dogaja, bi rekel, v realnem življenju, na televiziji, vseh ostalih medijih, se pravzaprav dogaja na način navadnega časa. Teaterski čas je pa nekaj, pravzaprav tiste 2 ure, pravzaprav neka večnost, ki se vzpostavi in si ti zdaj znotraj tega, in če to večnost sprejmeš, si dejansko se vzdigneš, mislim se na neko simbolno raven človeka. Tako da teater je dejansko neka mašina, kot je seba rekel, seveda človeku da dostojanstvo. Jaz mislim, da ja. In to se ne dogaja, bi rekel, v navadnem življenju, pa če so še taki šokli, če so taki, ne vem, afekti, take emocije, take, ne vem, dogodki. Predvsem se mi zdi, da seveda v vsakdanjosti mrgoli pravzaprav banalnost, mrgoli iz predvidljivih stvari, da mi vsi natančno vemo, kako se bodo stvari odvijale, v državi, v politiki, v državnem zboru, v gospodarstvu in tako naprej. Vse nam je jasno in časopise beremo, mislim, pa vse, če en teden spustimo, čeprav jih beremo tako, da vsak dan sporočajo nekaj novega. Ne sporočajo nič novega. Ampak teater zmeri sproti, kada gre ti sporoči nekaj novega. Jaz bi še malo s Sebastianom poigrala, ker v tej zadnji predstavi nekaj sporočil za vesolje je pravzaprav vse to, kar poskušamo danes ujeti, na nek način, o čemer se govori, o čemer je govoril tudi Dušan zdajle, od banalnega, profanega do svetega, prostor, čas, preteklost, prihodnost, sedanjost, vse hkrati, skratka ena taka kakofonija zvokov, idej, misli, norosti in čistih banalnosti, bolečine in strahu pred praznino in tako naprej. Pa me zanima, kakšen je to preskok od matere, Brechtove oziroma od Gorkija, pa v tak tip predstave, kaj nam govori ta, recimo, hipermoderni, sodobni teater, tekst, in kot ta tvoj dramatik Wolfram Lotz pravi, da se moramo kar naprej spraševati, zakaj je treba umreti, čeprav to zveni banalno, tudi če odgovor ne obstaja, ker mu gre prav za to pubertetniško držo proti svetu. Zakaj je treba umreti? Ja, mislim se. A ja, pa kako? Ja, tako je.
Ja, pa sej... Počakajmo, kolega. Ma ne, sej... Dajte mu še eno pivo, Meni se zdi, da seveda ne, v tistem trenutku, ko gledališče in drama, ali vsi ustvarjalci izgubijo neko, izidejo ven iz pubertete, postanejo resni, ne, veš, da v bistvu nekaj umre. Mislim, meni se zdi, da je, ne vem, jaz se res prav spomnim, Dušana, evo, malo se praktiziram, ne, na koncu akademije, smo seveda ga vsi gledali, ker je imel te zaključne govore, ne, trajali po pol ure, 3/4 ure, ampak to ni bilo, ali pa še celo več, seveda to ni bilo niti sekundice dolgočasno. Zakaj? Zaradi tega, ker je to bila ena taka zmes, v bistvu, strasti do tega, kar počnemo in seveda hkrati nečesa, da se ti lahko navdušuješ nad nekimi malenkostmi, stvarmi, ki vsak normalni človek reče, pa dobro, pa ajde podrasti, valjda že enkrat, glej, se to je pa vendar samo to, ne. Mislim, to je vendar samo en star stol z raztrgano, veš, blazinco gor, ne. In to je meni fasciniralo, v bistvu. In to je dokaz, da na nek način gledališče in ustvarjanje nikoli ne more ugasniti. Mislim, če seveda, mislim, ta neka pubertetniški odnos na temi vprašanja, veš, zakaj vendarle živimo, ne? Mislim, zakaj hudiča živimo, kakšen je smisel našega življenja. In vsake toliko časa se mi zdi, da če se ukvarjaš z gledališčem, da padeš v nekaj dnevno ali pa tedensko depresijo, kakšen smisel ima tvoje življenje, ali pa a si zdaj to klas naredil, uno, levo, desno, a ima smisel ali kakorkoli. Mislim, to je seveda prekletstvo, hkrati pa seveda tudi neki, ne. Mislim, jaz uživam v tem, da sem zahodnoevropejski, da živim, da sem kot z vsem prekletstvom zraven, da sem zahodnoevropejc, okužen s to civilizacijo, s tem konstantnim dvomom. Ko živim v tem gledališču, sem zaklenjen in imam vsak trenutek, mislim, sem bombardiran z dvomom po vsem, po praktično vsem. Ne obstaja nikakršna dogma več. Ni je. In na nek način je to seveda svoboda, je teža, ne? Ni nobenega velikega subjekta, ničesar ni, komu bi lahko rekel ja, ne, ki bi lahko povedal, kako moram narediti kaj. Za vse se moram sam odločiti, to je neka startarijanska pozicija, ker še zmeraj živa, se mi zdi, je ta evropejska. In mene to navdišuje, super. In to, da seveda, da je v tem tekstu in tem predstavi, ne, sej, to smo si malo izmislili, ne, da je ta VP personifikacija neoliberalizma, pa da ga odpeljajo v norišnico, pa da, veš, pa da nastopa Lukšič, pa da govori o socialni državi, ki je, ne vem, veš, smo inkorporirali neke stvari, oziroma, ne vem, jaz ne morem mimo tega, da ene določene stvari ne berem z marksističnim vokabularjem, ne. Ampak seveda, če je to seveda vtaknjeno v meso, v to, zame je to marksizem, konc koncev. Dvom o vsaki stvari, o sebi, o igralcu, o tekstu, o svetu, vse do konca in še enkrat. Zakaj, čemu? In tu je ena grozljiva pubertetniška, mislim, pubertetniško stališče in to mi je všeč že veliko bilo, Dušano mi še zmeraj je, upam, da me ta strast... Fenomenalno je to, kar si zdaj govoril, res, ker se mi zdi se približal pravzaprav nekim stvarem s prave strani, ne. To, da danes pravzaprav ni porujev več, ne. Ni več nekih ljudi, ki bi lahko na podlagi njihove karizme ali na podlagi njihove nezmotljivosti, recimo pripisvov, recimo nezmotljivosti in tako naprej, ne vem. Vsak si mora pravzaprav svojo prepričevalnost pravzaprav prislužiti. Tudi papež, ne. Prej, ki so bili papeži z avtoriteto papeža, ne, pa so bile neke bledikave figure več ali manj, ne, so pisali tiste enciklike, pa tako naprej, vse niso bili neumni ljudje, ampak razumeš,
ta človek je pokazal srce, ki govori stvari, ki... Frančišek. Ja, kdo pa? Frančišek, seveda. Ja, koliko so mu ga dovolili, bi jaz spomnil? No, hočem reči, ne, da je dejansko pokazal srce. In vsak človek, ki danes na recimo nekem vplivnem položaju pokaže srce, ne, bo imel podporo ljudi, bo imel občudovanje in bo lažje hodil to svojo pot, kot po teh nekih zaukazanih, reformnih, šejskih, recimo, poteh in besedah, ki izgovarjajo, recimo, politični. Da bi dvom, rekel Sebastian, je nasproti dvoma je sveda vera, ne? Čeprav posredno preko Frančiška že tako vera. Vera v teatr ali dvom v teatr, Jernej Lorenc? Ne, to kar je meni pri teatru fajn. Recimo, dobre predstave, ki se pač tam meni zdijo dobre, po defaultu presprašujejo same sebe, oziroma gledališkost kot tako. Ni dobre predstave, kar sem jih jaz v življenju videl, govorim seveda subjektivno, ne, ki ne bi hkrati prespraševala svojega medija. Recimo, to je zame v teatru fenomenalno. Naš problem, kolektivni problem, recimo slovenskega teatra, je, da premalo presprašujemo produkcijske odnose. To ima veze s tem, o čem smo na začetku govorili. Da kljub vsemu še zmeraj obstajajo relativno a priori produkcijski odnosi. Ne? Kako grejo stvari po vrstnem redu, pa tekst, pa dan si da, ne, Barbar tam, kako je on vprašal, zakaj za enkrat v MGR-u letos, zakaj pa pač naslednjo sezono, zakaj bo zdaj toliko nedramskih besedil, pa ne klasikov, pa zakaj enkrat toliko filma, pa nekih dramatizacij, pa tako dalje. Ne. No, skratka, meni se zdi total privilegij teatra, da nas ne prestano, to pa ima veze z dvomom, ne, ali pa če sem zdaj temu rekel spraševanje, da na vseh možnih nivojih po defaultu presprašuje. Veš? In tu se mi zdi, da pa imamo še bolj enega neizkoriščenega prostora, predvsem res, kar se tiče produkcijskih odnosov. Ampak, recimo, dajem zmeraj primer, ti si prej omenil čas. Ne? Meni se zdi fenomenalno, doma to razen teatra, kar je pač uživo, ne, neposredno, telesno, navzoč, kako postavlja čas in dojemanje časa pod vprašanje. Kako je lahko igralka, ki je ne bi opazil na ulici Never Ever, na odru rata boginja. Kako je lahko igralc, in obratno seveda, kako je igralc, ki ima 150 let, ne, pretiravam, ko vidiš, kako je nekdo, ki ima 200 kg, jih ima 50, kako tisti, ki je, ne vem, tak, vsaka teater se meni zdi, in tu je, mislim, in zaradi tega ga jaz ljubim, ker se mi zdi, da on, prvi del je to, ti si prej rekel dvom, da presprašuje in po defaultu neka temeljna etična zaveza, gledališče in vseh nas, ki ga delamo, je konstantno prespraševanje, začenči že z medijem s takim, ne. Drugo pa je, ker vse to, kar nas še zmeraj tako načelno rečeno definira moški, ženske, stari, mladi, lepi, grdi, debeli, suhi, levi, desni, črni, beli, bla, bla, bla. V teatru se vse to začne meštrati. In ko da bi teater naenkrat, veš, te plasti nekaj se lupijo in naenkrat tam ena Štefka Drolc, ki meni tako seksi, da mi še oddalju te zgodbe in prisežem. To se mi zgodilo. Jaz ki nic se ni zgodilo. Je, veš, in recimo tu je meni teater fenomenalen. In naša etična zaveza, ne, pa se mi zdi, da pa je ravno v tem dvomu ali konstantnim prespraševanju. Kot rečeno pa mislim pa, da imamo še ful enega lufta v slovenskem teatru. Evo, že tretjič, kar se tiče produkcijskih odnosov. Da pa še zmeraj smo ostali malo, ne samo 20, celo manj nazaj. Da so ene hierarhije, ki pa jih je treba. Zdaj se mi zdi, da počas gremo, ne? Da vsi skupaj, da gremo počas naprej in se stvari, a veš, to, kar se ti danes recimo dramaturgih, pa o tem govorila, ne? Pa Tina dol v levi odr, pa tako, vsega se mi zdi, da
da stvari grejo naprej, ampak kljub vsemu, jaz mislim, da tudi ko preko sem govoril ti o ljudeh, vsaki svoj človek, ja, jaz pojmujem vsako predstavo, da je predstava kot človek, da je vsaka predstava individualna, da je ona kakršnakoli že je, enkratna in neponovljiva in zdaj, če že hoče biti, recimo, vsi se želimo, da bi pač ratala, če že hočemo, da bi bila enkratna, pa da je bila še dobra v svoji enkratnosti, seveda jo moramo tudi v produkcijskih pogojih in odnosih misliti spet individualno. Tako da jaz se zavzemam za še radikalnejšo individualizacijo na, če si že govoril o vokabularju tvojega, gospoda, produkcijskih odnosov in pogojev. Tu se mi zdi, da pa imamo fulnega placa. In da moramo to prespraševati. Ne vem, kaj pa se, mislim, liberalizacija ali kaj se nadgradnja teh odnosov, ne vem, mene to sploh ne zanima. Ampak jaz bi drugo vestem, da ti postaviš vprašanje, recimo, malo z te senčne plati, malo rekel iz opozicije, malo iz, mi smo zdaj zapadli na neko, bi rekel, neskončno izražanje ljubezni do teatra in do medija in do igralcev in do vsega tega, s čimer se mi ukvarjamo, ampak ljudje prihajajo v teatr pa zaspijo, To je dejstvo. To je dejstvo. Tudi jaz. Jaz zelo predvsem zaspim, če predstava, takoj ne vem, ja, tam sem bil papir. Tako da bom šel drugič gledati. Ampak, dejstvo je, da mi mistificiramo večkrat, recimo v takih zanosnih trenutkih, recimo mistificiramo teater, mistificiramo umetnost, s polno pravico, ker je veliko razlogov za to, ali po drugi strani pa seveda obstaja cel kup razlogov za kritiko teatra. Zelo resnih razlogov, in s tem se pa seveda v glavnem nihče ne ukvarja. Treba nekaj začeti. Ampak, težko je, kaj je natančno? Kaj natančno? Natančno. Jedno. Mislim, ker jaz sem proti mistifikaciji. Naprimer, jaz sem proti mistifikaciji totalno. Jaz sem zato, veš, da ker sem jaz začel... Mislim, da je premalo, mogoče je med vami preveč, ampak v medijih je premalo. Ne, mistifikacija, bom povedal, kakšno smisel mistifikacija. Tako, da pač so, da se tretira gledališka predstava kot ima nek status svetega, sakralnega, ki ga pa seveda nihče ne spoštuje, a veš, znotraj, ne vem, a veš, te produkcije preokrog, ali pa tako. To je zdaj, a veš, drugo vprašanje, ampak na čem so to mistifikacije? Kaj, danes je pravzaprav, teater ima neko prestižno, sakralno, rekel, funkcijo, predvsem kot neka presežna vrednost, pravzaprav komercialne narave, oziroma ne vem, ne komercialne, ampak se ne najdem prave besede, se pravi neke zabave, uporabnosti, se pravi, ali so to igralske zvezde, ali je to, recimo, ne vem, mitološke, legendarne osebnosti, ki nastopajo, ali pa ne vem kaj, ali pa proizvajajo predstavo, se pravi, nekaj, kar se posreduje medijem, kaj mediji pograbijo, se ti to dobro veš. Jaz sploh ne pridem do besede, Dušan. Vmes sem že hotela trikrat postaviti vprašanje s temne plati. Pa ne pridem do besede. Dej, postavi ga. Recimo,
Vprašanje je, če se vi trije, ne, glede na to, da ste tudi profesori in velikani in vsi po vrsti, vsi trije mistificirani, ne, se strani mlajših kolegov, če se zavedate, da recimo ste v zelo udobni poziciji, da je teater v Sloveniji v resnici, kakorkoli že vsi jamramo, ne, na vseh področjih, ne, ki se dotika kulture, v zelo udobni poziciji. Mogoče je teater od vseh umetnosti v Sloveniji najbolj udobni poziciji. Absolutno se samo čez mejo, igralci, ki so na trgu, režiserji, ki so na trgu, ki se plazijo, ki če so srečni, dobijo mogoče delo natakarja, ampak še tega več ne. Če me videla sem take igralce in tudi igralce, ki so bili tako trdoživi, da so potem prišli na vrh, ne, karkoli že tisti vrh je, ne, malo pod piramido, ampak kako so pa prišli pod piramido, seveda ste pa vi za njih reveži, ne, v smislu eksistence in v smislu angažmajev, ki grejo tudi čez mejo. No, problem je se prav Darwinje, zunaj je Darwin. Prvi problem pravzaprav Slovenije je ta, bi rekel, populacija, ki je malo številčna, ne? Se pravi, 2 milijona nas je, ne? Ja, tukaj ne bi nihče preživel. Ja, ne bi nihče preživel. Jaz sem imel enega profesora, Alan Schneider je njegovo ime, on je režiral vse prve ordeje, vse prve Pinterje in on je režiral, kadar je imel za režira, drugače pa pomil posodo pa klopil jarke v New Yorku. Ne? In, on je bil moj profesor na letni šoli v Salzburgu. Sem kar gledal, kaj on to govoril. Taka super avtoriteta, velik umetnik, ne? Zelo cenjen, dobitnik nekakšnih vse nagrad. Ne, če kopil jarke, tle pri nas, tudi začetniki, ne vem, tisti, kako ima neki, da ne, vsak se nekaj znajde, nihče ne koplje jarkov in pomiva posode, jaz ne poznam človeka. No, ampak sam neki vmes, ker jaz sem z tega foha. To je res, ne, da v Ameriki pomivajo posode, v Ameriki. Ampak, pejte lepo v Francijo pa v Nemčijo, igralci nacionalnega teatra imajo drugačne. Ma čakaj, pa se ne govorimo o tem, ne. Da ne bi rekli, da zdaj v Sloveniji vsem teče mleko, povsod drugje je pa grozen. Ja, v Ameriki morajo res tisti, ki še niso zvezde, ne, morajo res posodo pomivati. Ampak mi smo pa, ne, mi tako blazno na fajnem položaju v Sloveniji vizavi recimo evropskih držav. Ne, vse ne gre za to, da tekmujemo, komu gre slabš, komu gre boljš, ne. Ja, pa tako je zastavljen. Ne, tudi ni bil moj namen, da to, razvijam filozofijo o tem, kako smo mi, ne vem. Jaz mislim, da bom pa jaz soden viski zdaj. Kar je zgodno. A lahko neki tlek, če sem zdaj smo... Zdaj smo bili v Turčiji in smo se pogovarjali o tem s temi gledališčniki. V Antaliji smo bili. Antalija ima 1.700.000 prebivalcev, samo to mesto. In imajo gledališče in je bolj pravo, kakšno produkcijo imajo. 5 predstav na leto v tem njihovem centralnem gledališču. Pa je pa rekel, ampak cela Turčija, ki ima 75 milijonov ljudi, naredijo pa 100 predstav na leto. Ne? Mislim, da mi, Slovenci, ki nas je pa 2 milijona, pa naredimo ne 65, tako nekaj reči. 100. A tudi še več, no? 100. Se pravi, da imamo, da je naša prednost, ko ste se prej pogovarjali o tem, tudi v tem, da ljudje radi gledajo gledališče. In da nam oni mogočajo, da imamo... A se jih posiljujemo z gledališčem, se vede, ga radi gledajo, kaj pa če drugega? Ne, šalim se. Šalim se. In sem bil frapiran na tem podatku. Ne, ampak to izhaja iz 19. stoletja, amaterske, iz amaterizma, ne? Ne, sej, malo se to tudi poznam, temu teatru. Fantastično je to, recimo, ne, kako ta Slovenija hrani ta teatr, res ga hrani.
podpira in seveda na vse mogoče načine slavi. Ne? Ker to festivalov, razumeš, in to bi rekel, zaslužih ljudi, pa ne vem, če ima cela Evropa. Hočem reči, ne? Ampak še vedno Sebastian Horvat ne more realizirati svojega antikrista. Ja, pa seveda ne more, če pa rine v Čez mejo. Razumeš, mislim. Doma ne bo pomeni. Ja, se. Samo cenzura je očitno zelo prisotna. Ja, jaz sem se dostikrat spraševal, glej, tvoj veliki vzornik, ne, Dušan Ivanović, je delal v Mladincu v času trdega komunizma, razumeš, represivnega režima in kolikokrat so njemu predstavo, veš, skenstali, ne, parkrat so, ne, ampak, veš, danes pa živimo v demokraciji, svobodi in tako naprej, lahko delamo karkoli hočemo, ne, s tem, da seveda ne so ta dva projekta, ki so jih cenzurirali, ne, seveda pod pretvezo denarja, pretezo, da so predragi ali kakoli, ali pa delni. Produkci so nezahtevni, ne? Ja, tle nastopa seveda kapital, ne, kot nek velik alibi za to. Kot diktator, ja. Ja, in zdaj, kot neka nova... Cenzor, kot cenzor. Absolutno. Glejte, jaz bi samo omenil, da seveda ta darwinizem, ki se ga omenila, ne, jaz na to v temelju ne pristajam. V temelju ne pristajam na darwinistični koncept v umetnosti. In ta amerikanizacija umetnosti, ki nas sili v to, da bom jaz fleksibilen, da bom prepoznaven v javnosti, da bom se družil, da bom šel tja, zaradi tega, ker potem lahko prelezem, ne vem, tja. To ne. V Sloveniji se ne rabiš tudi, da si prepoznamo. Pa ni, ker smo vsi zelo prepoznavni. To ni čisto res. To ni več čisto res. Mislim, zdaj je tudi tle situacija postaja drugačna in vedno bolj kruta. Mogoče v gledališču ne toliko, ampak velikovni umetnosti, v filmu in tako naprej, pa mislim, igralci, kaj morajo igralci producirajo svoj lastni imidž, projektirajo, kaj bom naredil, s kom se bom pogovarjal, kam bom šel in tako naprej. Glej, jaz zdaj res na našo pozicijo izuzet, ker smo pa tudi zrasli v enem drugem času. Mislim, ko se je začela nova, vse nikla, ne, ko se je ta nova Slovenija vzpostavila in je bilo takrat, smo vsi dobili službe in pridike, čisto je, a si bil dober ali si bil slab. Ampak samo da razložim to situacijo, ker malenkost znam ameriško produkcijo, pa naprimer nemško. Ne? In v Nemčiji imam kar nekaj prijateljev, ki se niso šli darwinizma v umetnost, niso uspešni. Veš, nemški ta bazen, ne, z Švico, Avstrijo, Nemčijo, recimo samo to, ne, mislim, to je neka zelo podobna situacija. Poleg tega imajo tudi, če si začetnik, imajo take plače, kot mi, ali pa mogoče celo nižji. Vsi oni imajo majhne plače, recimo, ne gre za to, da ti greš darwinizem, ne? Da vem, v Franciji, v Španiji, v Portugalskem se ti prisili, da sploh prideš v institucijo. Se vem, ampak seveda ne, zdaj, kako se proti temu govoriti, jaz mislim, da si, če si mlad, pa moraš vzeti to, moraš si vzeti to priliko, da se ne greš tega, da se preprosto ne greš. In se mi zdi, da ni samo, mislim, nimaš na razpolago, kot crkviš, mislim, toliko drugih stvari je, toliko umetnosti tako in gledališče je take vrste, mislim, posel, da lahko delaš. Mislim, ne gre za to, da se odvisno, ne, če ti hočeš takoj začeti delati, ne vem, kakšni inštituciji, ne vem, dobiti, ne vem, kakšno vlogo, potem pač žali Bog, moš neke stvari pač požreti, ampak tudi v Ameriki obstaja cel kup hollywoodskih igralcev, ki niso lizali riti, niso jedli dreka, ki se niso ponižali. Jaz mislim, da to ni, to se mi zdaj tudi predstavljalo, da zdaj pa ali to, ali pa nič. Ni res. Jaz to ne verjamem. Če pomivaš posodo, ne pomeni, da ližeš drek. Mislim v tem smislu, da se mar. Jaz vas tam nekaj drugega zanima, ko sem Jovanoviča, ne?
in njegove cenzurirane predstave, pa Osvoboditev Skopja v časih, kjer si imel v bistvu nekega jasnega sovražnika, razrednega sovražnika, proti kateremu si se boril. A to manjka vajni generaciji. Mislim, rekel si, da ga je nadomestil zdaj kapital, ne? Ampak kapital je zelo neoprijemljiv. Ne? V socializmu je bil na nek način ta diktator, cenzor, sprožilec, še nekaj, sprožilec za vrelec, neke kreativnosti, ne, ki si je iskala pot. Ne. Imel si nekoga, proti kateremu si se boril. Kaj je zdaj? To je značilnost našega časa, ne? Tako kot je ta Dorajeva knjiga, Kraljev povezani glav. Mislim, kako se ni kralja več, se v bistvu ne, mislim, subjekt, ne, mi hkrati proizvajamo in smo hkrati, mislim, tisti, in zato je ta rezultat samo cenzure. Mislim, vse tisti, ki so odpovedali, naprimer, te dve predstavi, vse so dobili telefonskega klica od papeža, ali pa jaz nekako si predstavljam, da ne, čeprav možno je, ne, da je pa kdo poklical, ampak mislim, da ne. Šlo je za to, glej, ne bomo raje tega naredili, ker če bo kdo naredil, potem bo mogoč, kaj se zgodilo, pa tisto, pa levo, pa desno, tako naprej. In to je tisto, ne? To je tisti moment, kjer v bistvu mi sami postajamo in seveda, to je tisto, kar jaz govorim o neurototalitarizmu, ki se nam zdaj dogaja, v nekem totalnem strahu, v katerem živimo, v bistvu tako je, veš. In to je tisti sovražnik. To je tisti, proti čemu se treba boriti in ta borba je seveda težja, ampak odkaži, glej, mislim, to, da v bistvu se ene predstave srce v brezno, da ni kakršne šanse, da se to uprizori, ampak dejansko nikakršne šanse, nikjer, ni šans pri izgotovljenem, sestavljenem projektu, ki je, mislim, produkti so določen vse in ima pač tak koncept, da je nesprejemljiv nikjer. To je zanimivo. Meni pač. Seveda, ta projekt seveda ima največji in res smisel, res ta pravi dol v Trstu, ampak tam, če bi prekili tam projekt, ne, potem bi zaradi financ, potem bi rekli v redu, pa čez eno leto bomo planirali to. To je v tem nevljudno, moreče in nelagodno, ne, za une ljudi tam. In tega se ne bo noben šel. Torej sovražnik obstaja, torej to je možno. Še zmeraj je to mogoče. Ja, sovražnik smo mi, meni je Pascal Bruckner v intervjuju rekel, sicer v drugem kontekstu in to rada citiram, da je korzet, ne, današnji korzet, ki smo si ga sami nataknili in si ga zavezujemo, da kome dihamo, priznanje drugih. Mi hočemo pripadati, mi hočemo na nek način ugajati, mi se bojimo, ne, razvezati ta korzet pa zadihati, ker je treba med to, je treba urediti, skratka, nenehno si zatezujemo ta korzet sami. Ne to kapital, ne zanimlja se, da je kapital, ja, ker kapital hoče, ne, da smo podobni, da pripadamo. Jer ne, ti pa boje moraš oditi naprej. Jaz tudi. Ne prele bi na akademiji imamo, Prosim. Ker sem slišal, da morate oditi. Ja, dajmo skoristiti. Vprašanje postavljate. Samo mimo grede je bilo omenjeno, da tudi gledate predstave drugega ali pa tudi četrtega. In če se ne motim, je gospod Horvat rekel, da uživa, oziroma da bi najbolj užival, če bi lahko gledališko predstavljal drugog sam. Ne, ravno obratno. Ravno obratno. Kino bi razumel. Kino sem rekel, da v kino uživam, če se sam gledališču, pa ravno obratno. Ja. Kolektiv, množica. Ampak da veste, da obstoja gledališka zvrst, ki je tudi namenjena za to, da jo uživaš sam. Gledališka. In temu se reče radijska igra. Radijska igra je namenjena samo enemu poslušalcu, lahko 1000, ampak tudi 2 zelo redko kdaj sedita skupaj. In mene je preprosto zanima, predno 2 evidentna gospoda voditelja, kakšno mnenje imate o ustvarjalnosti, ki nastaja v radijskih igrah. A ne toliko iz gledišča tega, da jo posluša potencialno
ampak da je treba tam določene dramaturške, režijske in tudi igralce tega popolnoma, ampak resnično popolnoma nekaj drugega od vseh drugih gledaliških zvrsti. Tu ne bi bilo. Pa videl sta bila apostrofirana, ker pa je gresta. No, jaz sem delal pred kratkim, 3 leta nazaj sem delal v ATP Novo mesto, oziroma TAP. Sem delal en projekt, ki ni bil klasična gledališka igra, ki sem rekel spoved. Zelo sem ponosen na ta projekt, ampak seveda je bil narejen v nekem getu, v nekem indijanskem rezervatu, se ni potrudil, da bi ta stvar gostovala po Sloveniji in tako naprej, skratka. Ampak tle ni bilo živih igralcev. Tle projekt je bil sestavljen iz 2 delov. Prvi del je bil pravzaprav filozofski diskurs na temo teorija in praksa spovedi v katoliški cerkvi. In tle sta imela dva kratka predavanja po 20 minut vsak, oziroma po 10 minut vsak, 25 minut oba. Prvi je bil Tomaž Šinkovec, Silo Šinkovec, jezuit, fenomenalni direktni filozof, zelo artikuliran, zelo izobražen, fenomenalni. On je govoril tako, da je. Drugi je bil pa Dolar, mladen Dolar, ki je imel sam en problem, to je, da se ni mogel pred kamero sprostiti. Ampak drugače tudi zelo dobro govoril, s tem seveda, da moj glas potrpeval, da je natremo, da se to čutili in tako naprej. In ni suvereno. Zdravno, čeprav, da predaj, kaj smešno? Njeci ne ribješ, njeci ne čekoli si prvo začela. Kaj, a ste zadovičeno tukaj? Skratka, ta del je bil, je bila ena projekcija v animalni dvorani tega teatra v Novem mestu. Potem je šla publika dol, poštenega pa okol, pa je prišla na glavni oder, ki je bil pa tako prirejen, da je pravzaprav bilo 10 spovednic. 10 spovednic, tako so bile. In tam v teh 10 spovednicah, ki so bile med sebojno zgrajene, se pravi, vsak je sedel sam. Ni videl nobenega drugega tam, ni imel nobenega kontakta z nobenem. In tam so bili ekrani. Ekrani, na katerih je šlo, pravzaprav so šle ena montaža izpovedi raznih ljudi. Predvsem je Titov v kazenskem popravnem zavodu Dom, v Nigu, potem so bili te slovenski politiki, potem je bil tle en odvetnik, pa zdravniki, ki so jim podlegli pacienti, ki so naredili neke poslovne napake. Skratka, to je bilo tako pretresljivo, to so bile spovedi. In spoved, kot veste, ima veliko, ne vem, neko strukturo. Je najprej greh, nekaj narediš, potem ti je žal, potem se pa kesaš. In tukaj sem jaz imel pedofile noter. Mislim, to je bilo tako. V glavnem te ljudje, osnovni, bi rekel, motiv, zakaj je nekdo lahko tam bil posletnik in nastopil, je bilo to, da ni mogel pozabiti. Ni mogel pozabiti tega, nisi mogel odpustiti tega, kar je naredil. In ga to grize se v življenje. In meni se zdi, da je to
Potem so recimo zlasti, mislim, in potem tretji del, ne, če se predstavljal, povem do konca, ne, je bila pa en prostor, kjer je bila kamera in računalnik in tako naprej so ljudje lahko pisali svoje vtise, se spovedovali ali pa kako komunicirali, predstavljal bi se jo gledali. Tlej je bilo, se pravi, en človek in to sporočilo, ne, bodi si recimo tisto, ki so ga skupaj poslušali, se pravi, oba filozofska diskursa in seveda te spovedi, ki so potekale natančno tako, kot se povedi, seveda, kot se bi dogaja, se pravi, ti si v spovednici in poslušaš. Torej, to je bila fenomenalna izkušnja, res. Ampak, ja, ti si edina, ki je to gledala. Ja, sem edina, ki je bil en gledalce, ampak da pomagam Dušanu, ki mu ponavaka, ne? Mislim, da ni bilo vprašanje. Vprašanje je bilo radijska igra. Se zdaj, da, kot jaz razumem Dušana, pa ga ne poznam, dobro, mislim, da bo zdaj ampak te trije mislim, da niso več zelo pravi naslov. Jaz mislim, da noben od teh treh ni kaj dosti na radiju režiral, ne? Zanima me odnos do radijske igre, kjer gre za enega poslušalca. Ja, zato, ker gledališče pa radio nimajo take povezanosti. Jaz mislim, da je veliko večja povezanost med radijom in knjigo. Kaj ti na radiju slišijo samo glas in je od igralca odvisno, potem mora pa poslušalc ima priložnost, kot pri branju, kar je fenomenalno meni brez... Se upravičujem. Prosti. Na akademijo moraš A veš, ima poslušalc možnost svojo fantazijo ustvariti lik in se ga izoblikovati. V gledališču na filmu mu ga pa že damo svoj nas. Zdaj je vloga režiserja zelo posebna. Ja, ampak mislim, da ne, noben od teh treh ni toliko velik. Je pa zanimivo, kako bo zdaj Dušan speljal, ker meni se tudi zdi radio niti ne toliko s knjigo, vsak ima vredno subjektivno. Jaz nisem s knjigo, ker je možnost fantazije, da si ustvarjaš sam lik. V tem smislu, ampak krati si pa ti pripet, na tisoče tistih naključnih poslušalcev je vsem pripeto, tako kot v teatru na nek način, sicer se ne čutijo, niso ena sama neko občestvo, ki je pa razdrobljeno in vsak posameznik ampak v istem času se v njih nekaj dogaja, kar je sprožil glas iz ja, samo radio ima to, ne bom rekel zdaj prijetnost, ampak ima to značilnost, da tako kot so prej rekli, če ti posnameš gledališko predstavo, pa je potem gledaš, to seveda ni isto, kot če greš teatr. Pa tudi, če si ti posnameš film, pa ga doma gledaš v televiziji, pa na platu, to ni čisto isto. Pri radiju je pa isto. Če si ti radijsko igro posnameš, pa je zvečer ob 10, ko ti paše predvajaš, je popolnoma ista in enaka, kot je bilo 5 popoldne. To je en fenomen gledališča, ki ga nima nobena druga oblika. In režiser me zanima pri tem, ker tukaj se mora s popolnoma drugačnimi stvarmi ukvarjati. No, lejte, tole je bil audio projekt, pravzaprav. Ja, se je ne zastopil. Ja. To je bil audio projekt, ki je funkcioniral fenomenalno. Ker se je ta stena dvignila, so ljudje bili nekateri objokani, ne, mislim, pretreseni in tako naprej. In tam je bila ena muzika in so bile ene projekcije in so skozi to, bi rekel, pogojno rečeno, ta hram, so se ljudje, bi rekel, pomikali proti tisti končni postaji, ker so pisali. Če so pisali, pa ne vem, da je govoril v mikrofon, ne, za kamero, ne. In tle, to mi je še danes žal, ker pravzaprav se mi zdi, da ima ta projekt neko socialno, družbeno, bi rekel, moč. Strahotno moč pravzaprav provokacije, ne? Ker je, bi rekel, narejen tako, da pride do tiste točke, ko pravzaprav človek pove, da obžaluje, da mu je žal, da se pisa. To je nekaj, kar pravzaprav v vsakdanjih odnosih je zelo težko, bi rekel, izgovoriti.
bistveno, če se več. Vsak se že... Ja, tako sem jaz snemal tiste ljudi po zaporih, ne, to je bilo, da sem moral čakati tam po 2-3 minute, da je prišla naslednja beseda ven iz njega, ne. In ta mimika, to, kako je ta obraz tistega fanta, ki je bil, ne, je zlorabil, ki je bil sam zlorabljen, ne, spolno, pa je potem on tudi začel, ne, potem se nekako maščevati, kako bi rekel, ne vem. To je bilo strahotno, ne, to je, mislim, ta izpoved je strahotna izkušnja. In to je omogočil točno ta medij, da je to pravzaprav ena na ena. Zvok, slika in ti sam tam noter. Če ta stvar ne bi funkcionirala, če bi bila občestvo, bi rekel, ne, da bi se mi zavedali eni drugih, recimo, ki sedimo tam, ne, a veš, ne. To je specifična oblika tega razkrivanja. Pri radijski igri je pa to vsakdanjost, je pa samo ta način, drugačnega ni, ne. Jaz nisem še slišal za primer, čeprav je bilo to preteklosti bilo, ko ni bilo do televizije, pa tega, da so v Italiji, se spomnim se enkrat prav o tem, da so enostavno naštimali neki dvorani, ker so tudi posteli, ker še 10 minut špartalo tukaj, in so radijsko igro predvajali in je folk poslušal. To je bila bolj posebnost. Res je to. To je zdaj zvrst, radiofonija, ne? Ja, in res je na zvrst, ki je namenjena meni v tele sobi, lahko še moja žena zraven, sina pa oče, kako je dosprav tako, ne? Ampak čist nekaj drugega, kot je vse to in film in želja, da bi sam gledal film, ne? In tako, ne? To se mi zdi, da je nekaj zelo specifičnega in se mi zdi, da je specifično tako strani igralstva, ki mora biti nekaj drugačne, kot se mora režiser mora tudi, so se pa s to zvrstjo ukvarjali, veste, Harold Peter je pisal Reketa in tako naprej, so pisali, to je zanimalo marsikoga. To je samo en tak moj medklic, se pravi. Čudovito, ker v bistvu smo zdaj, začeli smo z besedo, počali smo z besedo, ampak z oboljeno besedo, se pravi, če je sploh res oboljena, ne, radijska beseda, mogoče ima pa še veliko več podob, ne, kot tista na odru, ki jo vidimo. Sebastian, mogoče kakšen stavek, sporočilo za vesolje, za konec. Je nekdo nekaj rekel, a je nekdo nekaj rekel, a je tako nekako predstavil. Se mi zdi, da je nekdo nekaj rekel. Prosim? Ja, v eksploziji z moje bače. S tem bi bilo lepo zaključiti. Kaj pa je bače? Ne, jaz sem brala. Ja, to je zdaj pol bila, ja. To so revidiranje. Ja, to besedo je veliko variant.